V današnji oddaji Zmorem. Jernej Slivnik začenja priprave na paraolimpijske igre. Atletinje in atleti so se za odličja borili na Hrvatinovem memorialu v Slovenj Gradcu. Luka Trtnik na dobri poti, da se prebije med najboljše namiznotenisače. Dobrodošli v Zmorem. Slovenci smo na 23. olimpijske igre za gluhe poslali predstavnike v treh športih. Tadej Enci je tekmoval v atletiki, torej v teku na 400 metrov, Marino Kegl se je za odličja boril na teniških igriščih, samozavestno pa so po visoko uvrstitev odpotovali tudi košarkarji. Začnimo kar pri Enciju. 23-letnik, ki je poleti debitiral na igrah v turškem Samsunu. Na tekmovanje je odpotoval z 11. časom na svetu v teku na 400 metrov. V polfinale se je prebil suvereno in končal kot drugi v svoji skupini. Dan kasneje ga je čakal finalni nastop, kjer pa tako dobrega teka ni uspel pokazati. Njegova pot se je tako žal končala. Občutki ob nastopu so bili res fantastični. Res veliko čast mi je zastopati Slovenijo na tako velikem tekmovanju. Zelo samozavestno je v Turčijo odpotoval Marino Kegl, ki je načrtoval boj za kolajne. V uvodnih dvobojih je bil suveren, odlično predstavo je pokazal tudi v večjem delu polfinalnega obračuna. Nasproti mu je stal Ekvadorec Vazquez. Tako kot je Marino povedal, midva so šla z precej večjimi ambicijami tja, kot sva prišla domov, tako da lahko povem, da sva razočarana. Marino je bil pripravljen res odlično, mislim, šlo mu je do teh trenutkov, spornik mu je šlo zelo v redu, tako da nimamo kaj. 4. mesta bi bili veseli. Prvi igralec sveta, ki je redovel četrtfinalu, drugi igralec sveta, 4. igralec sveta, 6. igralec sveta, 8. igralec sveta, vsi ti niso prišli do tako daleč. Marino je bil namreč v dobrem ritmu, toda nerazumljive odločitve glavnega sodnika so v njegovo telo naselile nemir in slabo voljo, kar se je potem odrazilo še na igrišču. Poraz z 2-1 v nizih je pustil posledice tudi dan kasneje, ko je Marino moral nasprotniku priznati premoč še v tekmi za 3. mesto. Kljub slabi izkušnji mora nadaljevati svojo pot. Razočaranje je bilo več kot očitno, toda prepričani smo, da se bo Marino vrnil še močnejši, kot je bil. Košarkarska reprezentanca je na igre odšla z največ izkušnjami. Napovedi so bile previdne in smele, toda samozavestne. Prva tekma proti Argentini je pokazala, da ne bo lahko. Južnoameričani so slavili, Slovenci pa so boljšo igro pokazali drugi igralni dan proti Avstraliji. Sledila sta nesrečna poraza s 3 točkami razlike proti Ukrajini in Rusiji, ter najvišja zmaga na turnirju proti Keniji. Po porazu z Litvo so naši fanti ostali brez tekem za odličja. Ne bom rekel, da je vse super, ampak prevozi so bile izredno dober. Mogoče malo smo predaleč hotela do dvorane. Bivanje na olimpijskem vrtu pa nam je pogrešala klima. Vsak večer smo imeli izjemno slabe pogoje zaradi vročine, ampak nismo mislili o tem, da smo hoteli tekmo za tekom dobiti zmago. Uspeli so zbrati misli, maščevali so se Rusi za poraz v skupinskem delu, izgubili pa z Argentino in zasedli končno 6. mesto. Šli smo, z velikimi apetiti, pa kljub temu nismo razočarani, prišli v Ljubljano. Zato, ker smo na trenutke se sami prepričali, da igramo lahko zelo kakovostno košarko. Je pa res, da smo premalo časa skupaj, da bi lahko te stvari udejanjili zmagovito. Reprezentanco je prvič vodil selektor Nejc Višnikar, ekipa pa ima prav gotovo še dovolj energije in mladosti, da že kmalu pokaže svoj velik potencial. V Slovenj Gradcu so izpeljali že 48. Hrvatinov memorial in hkrati državno prvenstvo paraplegikov in tetraplegikov v atletiki.
Našim odličnim atletom, nekateri so slovenske barve uspešno zastopali tudi na svetovnem prvenstvu v Londonu, se je pridružilo lepo število sotekmovalcev. Preko 100 tekmovalcev je iz držav naše soseščine, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in pa Srbije. In kaj predsednik Zveze paraplegikov vidi kot najbolj pozitivno točko tekmovanja? To je največje atletsko tekmovanje organizirano v slovenskem prostoru. Vsako leto imamo v drugem kraju to tekmovanje, tako da tudi prezentiramo ta zvrst športa ostalim invalidom, ki si lahko pridejo to tekmovanje pogledati. Trener reprezentance Luka Cmok je zadovoljen z dosedanjimi rezultati slovenskih športnikov na velikih tekmovanjih, a ob tem ne odstopa od zastavljene filozofije. Glavni cilj je pa, da pride čim več mladih, pa da se poskusijo v tem športu in da mogoče iz njih pridejo naslednji odlični športniki v atletiki, tudi kandidati za evropska, svetovna in paraolimpijske igre. Tekmovanje poteka v dveh delih, in sicer v metih in vožnjah. V metih se tekmovalci pomerijo v suvanju krogle, metu diska, kopja in kija, v vožnjah pa na 100, 200, 400 in 800 metrov. Eden izmed najhitrejših je bil Boris Žibert, slavil je pred svojimi navijači. Ja, meni se kar fajn zdi, da toliko ljudi pride, pa kar fajn smo organizirali. Sem domač tule, se mi zdi, da so se pobi kar potrudili, tako da pa že mora biti. Velja omeniti, da je v skupnem seštevku največ točk osvojila prav Slovenija. Hrušičani so pripravili otvoritev novega igrišča, tam pa je bil tudi naš monoskijaš Jernej Slivnik. Doma tukaj na Hrušici mi je zdaj ta dogodek, da se v bistvu otvori to igrišče, pa obenem otvori moja paraolimpijska sezona. Paraolimpijske igre bojo začetek marca. Jaz res že komaj čakam, vem, da me do takrat čaka še veliko garanja, ampak se veselim vseh treningov. Trenutno delam na fizični pripravi, da se čim bolj pripravim do treningov na snegu, ki pa upam, da se začnejo tam konec septembra, začetek oktobra. V lanski sezoni sem bil boljši v slalomu, ampak se je tudi veleslalom počasi izboljšal, ampak mogoče računam bolj na slalom kot na veleslalom. Najstnik se nestrpno pripravlja na paraolimpijske igre, ki bodo kmalu. Ob tej priložnosti so mu podporo izrazili številni športniki. Mislim, da smo se mi o paraolimpijadi smo se pravzaprav že veliko pogovarjali. Je to veliko tekmovanje. Na koncev sta paraolimpijada vedno največji šok, ko v bistvu se pridružujejo vse te ekipe, ki jih ponovadi ne srečuješ, nordici, hokejisti in tako naprej. Ampak na koncu je to ena sama tekma in to se ti ponovadi pozna potem, ko dobiš kilometrino. Jaz mislim, da je Jernej to sposoben lepo odpeljati in pokazati, kaj zna in zakaj pravzaprav tako mlad tekmovalec ima mesto na paraolimpijskih igrah. Tako kot sem rekel, potem pa dobro treniraj, pa kak kondicijski trening, da naredimo tudi skupaj, na kolesu, te vaši krasne poti, ki tle gre po dolini. Bomo probali. Vso srečo. Hvala. Je baje, da je zelo ledensko čišče, ampak ne vem, lansko let je bil. Slovensko namizno teniško reprezentanco v kratkem čaka vrhunec leta. Med 26. septembrom in 5. oktobrom bo namreč na vrsti Evropsko prvenstvo. Gostila ga bo prav Slovenija, in sicer Laško, kjer smo že v preteklosti videli nekaj izjemnih namizno-teniških dogodkov. Slovenci tudi tokrat ciljajo na visoke uvrstitve. Trener Darko Kojadinović je predstavil pričakovanja. V tihem računam medaljo v kategoriji trojka, ekipni del, Lukežič kancler. Tam bi se dal dobiti kakšno medaljo. Po tihem računamo. Je 11 ekip, Nemčija je najmočnejša, vseh ostalih 10 ekip smo pa tam, tako da odvisen od dnevne forme in žreba. Andreja Dolinar, ki se po 2 letih premora vrača v reprezentanco, bo ob Barbari Meglič naša edina ženska predstavnica. Ja, absolutno. Jaz se res želim, da bi čim več in mojih prijateljev in nasploh jih prišlo pogledati to tekmovanje. Seveda, navijači nas vedno dvignejo in pred domačim učilnicom pa še posebej želiš se dokazati in pokazati svojo najboljšo igro. Ljubiša Gajić je imel v preteklosti na velikih tekmovanjih kar nekaj smole, je pa zato prepričan, da je prav pred domačimi gledalci čas, da poseže po najvišjih mestih. Pa seveda, to je največji izziv, domača krona je nekako
še najbolj vredna, ne, vsak si želi skalpel obdržati doma, zdaj bomo pa videli, glede na to, da je dvojina pri nas doma, ne, in da ste v dvojini, jaz pa Bog doma, ne, da je tam pri nas so čudeži mogoče, ne, in je zdaj čas, da se začnejo tudi nam dogajati v Laškem. Na prvenstvu bo sodelovalo 287 tekmovalk in tekmovalcev iz 31 držav. Prvi obračuni bodo na sporedu v četrtek, 28. septembra, ko bo na sporedu tudi uradna otvoritev prvenstva. Evropsko prvenstvo je velik organizacijski zalogaj, a so odgovorni že večkrat dokazali, da so kos tovrstnim nalogam in tudi tokrat pripravljajo velik spektakel. Ja, velik je res, težak pa ne, kajti Slovenija je znana po tem, da zna organizirati takšne evente kot je Evropsko prvenstvo. Ne bo to prvi, je že drugi in seveda še toliko boljše, kajti če vemo, da pred dnevi je namiznoteniška reprezentanca dosegla zgodovinsko zadevo, to pomeni osvojila medaljo, je v tej luči prvenstvo še toliko boljše, da ravno sedaj in veselimo se, da bomo organizatorji v Laškem v okolju, kjer ga tekmovalci dobro poznajo in vse je pripravljeno, da se lahko prvenstvo začne. Predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijskega komiteja Damjan Lazar, pa je predstavil prav posebno novost. Želimo narediti spet ponovno en korak više in smo se odločili, da bomo približali igro namiznega tenisa tudi gledalcem, predvsem pa tudi športnikom, da bo lahko spremljali svoje konkurente. V ta namen smo naredili aplikacijo, s katero bo možno videti v bistvu direktni prenos tekem, s tem, da bomo tudi rezultatsko opremili, žurno te dogodke, te tekme, ki bojo pred nami in ki se odvijajo v tem trenutku. Aplikacijo boste lahko pod imenom ePint v kratkem našli v spletnih trgovinah. Preteči maraton kljub desnostranski hemiparezi? Zakaj pa ne? Hodim v srednjo šolo Cirius Kamnik. Ja, tam je fajn. Če ne pa za prosti čas, sem pa rad doma. Na dvorišču igram ping-pong, košarko, fuzbal, sosedi, pa s kakšnimi prijatelji. Zvečer, ko imam čas in ko se dan pač ostal, ne moram več toliko športati. Rad grem na računalnik in se pogledam kaj zanimivega na internetu in se učim novih pač, kako bi rekel, veščin, ker se jih je vedno toliko novega za naučiti. Vsak dan je skoraj nekaj novega pri računalnikih in mogoče je bolj to modna muha, ampak ja, sem videl na internetu to barvo las in sem rekel, zakaj pa ne bi probal in mogoče mi bo ta barva prinesla zdaj srečo, ker una ni bila prej kaj preveč uspešna. Igral sem 3 tekme, eno z Japoncem, ker sem izgubil 3-0. Ampak mi je ena pika ostala v spominu, ker sem jo zelo dobro zadel. In sem zadovoljen za to piko, pač vedno se nekaj dobrega spomnim pri vsakem turnirju, probam to nekako naprej dati, na drugih tekmah uporabljati te dobre pike in ja. Potem sem igral še z Nizozemcem, to je bila skoraj moja prva zmaga, mislim, da sem 3-2 v setih izgubil proti Nizozemcu, to je bilo tudi v redu. Potem sem pa še proti Rusu izgubil 3-0, ki je pa pač bil zelo izkušen igralec in ja, me je kar dobro premagal, tako da. Ja, to je pač desnostranska hemipareza. Je lažja oblika cerebralne paralize. Kako bi jaz to razložil, mogoče, da je desna stran pač veliko manj razvita kot leva stran, veliko manj zmore, veliko manj močna je in pač težave so, se vidi, ampak se borimo čim bolj izboljšati to desno stran, kakor je. Brez športa bi moja desna stran bila, po mojem, ne bi mogel teči sploh. Zdaj tečem v šoli, tudi sem med najboljšimi v teku, v klubu sem med najboljšimi v teku.
Tako da res rad tečem in mislim, da če ne bi bilo tega športa, da bi bilo moja hoja in vse povezano veliko težje, če ne bi bilo športa. Ja, zaradi te hibe, ki jo imam, sem se pač v bistvu mogel navaditi, da vse delam z levo roko. Tako da ja, v bistvu sem srečen, ker levičarji ponavadi so boljši v ping-pongu kot desničarji, ampak imajo neko prednost, ker levičarjev ni dosti, desničarjev pa je na tone, jih lahko najdeš in ko imaš nasproti enega levičarja, si zikar kaj pa zdaj, ko ima tam na drugi strani forehand, ker sem jaz navajen in ja, zikar je ena prednost, tako da sem vesel. Rad bi rekel, da se lahko zanesem na svoj forehand. Forehand je moj najljubši udarc vedno bil in vedno se bi mogel zanesti na njega, ampak včasih tudi malo podumamo v njega in pol smo res v težavah. Bolj konkreten udarc, ki bi pa res lahko mi prinesel zmage, je pa forehand spin po paraleli. Imamo veliko dvorišče sosedi in smo skupnim denarjem kupili pač to namizno tenisko mizo in smo začeli igrati tako za hec. In sem se res zabaval s svojimi sosedi, ki so bili starejši od mene in pač boljši, več izkušenj so imeli. In ja, tako se je začel, ker sem jih hotel pač premagati in sem razmišljal vsakič, kako jih bom. V bistvu ni več hobi, ker hočem pač nekaj osvojiti. In ja, lepo bi bilo priti na olimpijske igre, seveda. Sanja vsakega v tem športu pa so, da si najboljši v svoji kategoriji. In seveda jaz hočem biti najboljši. Ja, kakšen Slovenec pa bi bil, če ne bi rekel, pač trenutno najboljši Slovenec Bojan Tokič mi je pač zelo pri srcu. Tudi par udarcev sem z njim možda igral in ja, mi je zelo všeč kot človek, prijazen in kot igralec je pač fantastičen, njegov backhand je res fenomenalen. Lahko bi bil še malo bolj daleč, ampak jaz mislim, da če bom pridno treniral tako kot zdaj in če mi bo šlo tako dobro, da mislim, da je to kar uresničljiv cilj in upam na to. Sem Luka Trtnik in sem namiznoteniški reprezentant, ki se želi na olimpijske igre v Tokiu. Rad bi pretekel maraton, 42 km. Zdaj, pred 2 mesecema sem že pretekel 12 km, tako da mislim, da če bom pridno treniral, na kar se moram še spraviti, ne da bom pridno tekel vsak dan, ker še nisem glih natreniran v teku dosti, ampak mislim, da bi bilo to čisto možno uresničitev. V naslednji oddaji bomo obiskali priprave naše reprezentance v odbojki sede, saj jo kmalu čaka Evropsko prvenstvo. Uživajte! Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.